tega vidika financ. Ali se ti zdi za otroke, da je pomembno to finančno znanje in finančna pismenost? Ja, seveda, ker to ne dobijo v šoli. Ne? To ne dobijo v šoli in če jih ti sam ne izobražaš na tem področju, jih nihče ne bo. Ne? In potem bodo tudi oni začeli izgubljati denar, ko ga bodo začeli služiti, ne, pa ga vlagati, bodo pa spet oni tudi izgubili ful denarja. Tako da jaz zelo veliko jih izobražujem o teh tematikah in najbolj tak tipičen primer, eno je tisto, kar jim sam povem, pa jim sam razložim, kaj so delnice, kako deluje obrestni račun, kako deluje banka, poslovni model zavarovalnic, vse te stvari pač obvladata, ne, in razumeta, kako pač zadeve delujejo. Ne. Recimo, danes imamo YouTube, ne. Na YouTubeu imaš ogromno nekih 5-minutnih, 10-minutnih kratkih videotov, ki so ful zanimivi, ki ti razložijo neke koncepte, ali pa tudi o biznisu, ne, in te stvari mi zjutraj se vozimo cirka 40 minut v šolo, in to si krtko pogosto, jaz si downloadam videote na YouTubeu, preklopim na avto, ne, in potem poslušamo si recimo 5-minutni video. Pa parkrat ga še ustavim vmes, pa jim še kakšno stvar razložim, pa se z njima malo pogovorim. In to o denarju, o biznisu, o marketingu, prodaji, o naložbah seveda in tudi o neki psihologiji človeški.